Pozdravljeni vsi skupaj. Letos sem se prvič udeležil Male Franje. Ker bom imel naslednjo nedeljo Ironmana v Celovcu, se mi je zdelo bolje, da en teden prej ne pretiravam z napori, oziroma še pomembneje, ne tvegam kakšnega padca in morebitne poškodbe, kar mi je v preteklih letih vedno uspelo na Veliki Franji. Dodatno motivacijo mi je bilo tudi to, da sem letos na dirko lahko pospremil prijateljico, ki se je udeležila prvič. Tako sva imela dogovor, da ji bom jaz pomagal z rezanjem zraka, ona me bo pa držala nazaj, da ne pretiravam in pogledam rdeče pregloboko. Pričakoval sem, da je na Mali Franji tempo nekoliko bolj umirjen in ne prihaja do takšnih množičnih padcev kot na veliki, a že takoj po štartu smo se peljali mimo kolesarja, ki si je pobliže ogledal cestni otok v drugem križišču. Naprej smo nadaljevali nekoliko previdneje, tako da smo že pri koncu Tržaške izgubili stik z glavnino in začeli formirati manjše skupinice zadaj. Mogoče sva začela malenkost prepočasi, oziroma so ostali kot ponavadi začeli veliko prehitro. Tako da sem že kmalu prevzel vajeti na čelu in naj počasi začel pomikati proti skupini pred nama. Nekakšen okviren plan je bil, da vozim tam med 175 in 225 vatov, po ravnini nekoliko več, v hrib pa nekoliko manj, kar bi v mojem zavetrju moralo biti ravno okrog 150 vatov, za kar sva vedela, da bo ravno pravi tempo, da bo zdržala do cilja. Kmalu smo prišli do Horjula in prvega klanca na Lučine. Dobro sva natemperala klanec in kmalu v enakomernem tempu prišla na vrh. V preteklih letih sem imel vedno vso hrano s sabo, ustavljal sem se le na vrhu kladja, kjer sem si dotankal vodo. Ker se nama tokrat ni tako zelo mudilo za končno vrstitev oziroma čas, glavni cilj je bil, da prideva do konca, sva se dogovorila, da se bolj posluživa okrepčevalnic na poti, tako da s sabo skoraj da nisva imela hrane, le par frutabel za vsak slučaj. Zgrožen sem iskal kakšne gele na prvi postojanki, a jih nisem našel. Ne vem, ali so že vsi zmanjkali ali jih pač tam ni bilo. K sreči sem našel polno škatlo piškotov, ki so bili presenetljivo dobri, tako da sem ene 4 zbasal v usta, s sabo jih pa nisem vzel, se predvidevam, da ne prenašajo preveč dobro prepotenih kolesarskih žepov. Sledil je spust, kjer me je ponovno prehitela ogromna množica kolesarjev, vključno z mojo spremljevalko, ki je sploh nisem mogel dohajati. Res imam probleme s spusti, odkar sem si zlomil pljučnico na kolesu pred par leti. Spodaj smo se le nabrali in potegnil sem naprej ter začel loviti skupine pred nami. Sledila je dolga Poljanska dolina, kjer sem v preteklih letih ponovadi že pošteno trpel in komaj odšteval kilometre do Škofje Loke, tokrat pa mi je minila, kot bi mignil. Večino doline sem preživel na čelu kolone ter počasi lovil manjše skupinice pred nami. Počutil sem se res super in kmalu smo bili v Škofji Loki, kjer so nas pozdravile trume navijačev. Sledil je ponoven krajši postanek na okrepčevalnici, kjer sva si končno lahko naredila zaloge gelov. Nekaj časa sva vozila sama, ob cesti so nas spodbujali glasni navijači. No ja, spodbujali so predvsem njo. Res je lepo videti, kako ljudje spodbujajo nežnejši spol, ki ga je v kolesarstvu zaenkrat res malo. Opažam pa, da se stanje z leta v leto izboljšuje, tudi zaradi takšne podpore navijačev in organizatorjev kolesarskih dogodkov, kot je tam. Nekje pred Medvodami nas je ujela ogromna skupina, s katero smo se zlili in z njo nadaljevali pot mimo novega križišča v Vodicah proti Ljubljani. Moram priznati, da tako močno v kolesarjenju oziroma dirki nisem užival že zares dolgo, če sploh kdaj. Počutil sem se kot kakšen Van-Aert, ki skače med skupinami in vleče svojo ekipo naprej. Se sprašujem, če ponavadi štartam napačno in se preveč zaženem v začetku, nato pa trpim celo dirko, dokler na neki točki pač ne gre več naprej. No ja, letošnja Franja je bila res neverjetna izkušnja, tako da razmišljam, da bi naslednje leto ponovil vajo, mogoče celo na daljši trasi. Bomo videli, kakšno bo stanje naslednje leto. Ob prihodu v Ljubljano so bile ceste izredno mokre, smo morali zgrešiti dež za le nekaj minut. Moram reči, da smo imeli letos res srečo z vremenom. Ni bilo pretoplo, ni bilo dežja, še vetra ni bilo preveč. Cilj sva prečkala s časom 3 ure in 8 minut, kar je res super za prvič. Pričakovala sva, da bo potrebovala okrog 3 ure in pol, tako da lahko rečem le to, da je bil res uspešen dan. Pa še najpomembneje, končno sem preživel Franjo brez padca. Tako, toliko o tem za zdaj. Naslednji teden pa upam, da preživim Celovec. Tam je sicer prepovedano snemanje, tako da najbrž ne bo nobenega posnetka iz dogodka.
Se vidimo naslednjič.